Prav lepo pozdravljeni na naši poletni šoli, na naših Smart Talksih, kjer smo zdaj že kar globoko zajadrali v vašo vsebino in sicer uporabniško izkušnjo. Zelo vesela sem, da lahko počasi predavamo besedo tudi našim partnerjem. Še bolj vesela, da je naš današnji predavatelj zelo eminentna osebnost, in zato, ker je eminentna osebnost, vam je strong pristak, da ga ja ne bom pripomnila. Kuščak je izvršni in kreativni direktor, regijski kreativni direktor Lune PBV-ja Adriat. Ima več kot 20 let izkušenj na oglaševalskem področju, je eden najbolj nagrajevanih kreativnih direktorjev v Sloveniji, je oglaševalska osebnost leta 2011, predava na Univerzi v Ljubljani in Mariboru, je zelo cenjen komentator in mnenjski vodja, član sveta tekmovalnega programa Slovenske oglaševalske zbornice in pa predsednik kluba Art direktorjev Klub Slovenija ADC Slovenija. Tako. Janeza sama ne poznam prav dobro, zelo rada poslušam. In sicer preko intervjujev, večkrat se pojavlja seveda v medijih in pa tudi na naših internih delavnicah. Zelo rada ga poslušam, zna, res zna. Prepričajte se sami. Janez. Najprej najlepša hvala za... Najprej eno vprašanje, a me slišite? A rabam mikrofon ali bo v redu takole, ne? Me slišite tudi tam od zadaj? Ok. Najprej najlepša hvala Barbari za res lepe pozdravne besede. Koliko zdaj bomo videli zdaj v naslednji urci 15, ne? Zdaj, danes se bomo lotili teme v bistvu z ene malo drugačne strani. Kdor je bil na prejšnjem predavanju Alena Tisa, je pravzaprav videl, kako se postavi customer experience v center organizacije, oziroma kako se organizacija oblikuje in usmerja tako, da je potrošniška izkušnja v njenem centru in da potrošniška izkušnja predstavlja tisto konkurenčno prednost, zaradi katere se potrošniki oziroma javnost lahko odloči za njene proizvode, storitve, karkoli pač že. Takoj, ko govorimo o pogledu z druge strani, seveda ne moramo mimo blagovnih znamk. Tako da to, kar bomo danes pravzaprav gledali, poslušali, se nekako ukvarja se dogaja v nekem trikotniku med oglasi oziroma komunikacijami na splošno. Blagovnimi znamkami kot najpomembnejšim elementom trženja oziroma nastopanja organizacij podjetij na trgu in tretji del tega trikotnika so ljudje. Namreč, jaz vedno raje razmišljam o ljudeh, ne o potrošnikih. Mislim, da je to, da govorimo o potrošnikih, na nek način redukcija neke kompleksne humanosti na eno samo funkcijo. In da nas je morda tako oglaševalce kot agencije v preteklosti to privedlo tudi do nekih napačnih izhodišč, napačnih zaključkov in tudi napačnega delovanja. Gre za to, da moramo eni druge gledati kot človeška bitja z vse kompleksnosti, z vsemi iracionalnostmi, z vsem tistim, kar nas pravzaprav dela za ljudi. Mislim, da je čas, da tudi tako agencije kot oglaševalci začnemo govoriti in si predvsem predstavljati, da delamo za ljudi, ne za potrošnike. Potrošniki so samo neka številka v poslovnih poročilih ali pa v pregledih marketinških strategij. Če takole rečemo, nekako se mi zdi, da kar v centru je le
potrošniška izkušnja, se pravi človeška izkušnja blagovne znamke. Že prej sem povedal, da gre za neko trojno delovanje oziroma trojne odnose med oglasi oziroma komunikacijami. To nekako lahko že kar enačimo. Oglasi so neka bolj ozka oznaka dela komunikacije, ampak komunikacije nasploh. Se pravi, na eni strani imamo komunikacijo oziroma oglase, na eni strani imamo ljudi kot naše občinstvo, ki jih tudi jemljemo kot ljudi v vsej njihovi večplastnosti. Na tretji strani imamo blagovne znamke, ki so pravzaprav za oglaševalce oziroma za podjetja, ki nastopajo na trgu, daleč najbolj pomemben del tega, kar pravzaprav počnejo, vse kar se tiče odnosa do ljudi in trga nasploh. Zdaj odnosi, ki tlele vladajo, jaz sem jih namenoma napisal mičkom bolj preprosto, zato pa tem bolj jasno. Namreč oglasi definitivno vplivajo na ljudi, imajo zelo, zelo močno moč vplivanja. Hkrati oglasi, to je tudi funkcija oglasov v odnosu do blagovnih znamk, te blagovne znamke izgrajujejo, dajo jim neko podobo, dajo jim meso in kri, dajo jim neko človeškost, zaradi katere ljudje sploh lahko vzpostavljajo odnos z blagovnimi znamkami. Hkrati pa to, kar blagovne znamke poskušajo doseči v odnosu do ljudi, je pa odnos zaupanja. Čim više je zaupanje, tem večja pripadnost, tem večja navezanost med občinstvom oziroma ljudmi obstaja do blagovne znamke kot take. Te odnosi so dosti kompleksni. Nekje v sredini vsega tega se nahaja neka potrošniška, človeška izkušnja s podjetjem, organizacijo, blagovno znamko. Ta izkušnja je preplet zelo različnih stvari. Od nekih doživetij uporabe, podobe, ki jo imajo ljudje sami o sebi, samo podobe, ki jo izgrajujejo s pomočjo blagovnih znamk in svojega odnosa do njih, do pričakovanj, ki jih morda vzbujajo oglasi in še mnogih drugih faktorjev. Tukaj se dotikamo, ne smemo pozabiti, tukaj se dotikamo zelo nekih mehkih stvari, ki jih je zelo težko, če ne skoraj da nemogoče analizirati in postaviti v nek jasen sistem, ki daje, bi rekel, damo noter nek input, pa potem pride ven neka rešitev. To, s čemer se ukvarjamo, to ni profesor Baltazar. To je bistveno bolj kompleksna zadeva. Velikokrat se zanašamo na intuicijo, na občutke. Dostikrat imamo prav, ampak kot je seveda pri tovrstnih zadevah, dostikrat se tudi zmotimo, moramo priznati. Tu pa tam naredimo kako napako, ampak ta napaka nas seveda veliko nauči. Hotel sem samo reči, da je ta stvar bistveno kompleksnejša kot neko jasno načrtovanje nekih poslovnih procesov. In hkrati se pravzaprav ukvarja s stvarmi, ki so zelo globoko zakopane v človeku. Moramo vedeti, da ljudje smo, v svojem bistvu smo ljudje iracionalna bitja. Naše odločitve niso racionalne, naše odločitve so postracionalizirane. Se pravi, to, kar v resnici storimo, je posledica nekih prirojenih, genetsko, evolucijsko vsejenih mehanizmov, ki se jih pravzaprav ne zavedamo. Obstajajo neke ocene, da pravzaprav 90% tega, kar počnemo, je absolutno iracionalno, nima nobene veze z racijem. Seveda pa naši možgani, racionalni del naših možganov veliko truda vloži v to, da potem racionalizira tisto, kar smo v resnici naredili zaradi nekih povsem drugih mehanizmov, ki so bili v ozadju. Zato se mi je zdelo pametno, da poskušamo, tukaj imamo nek trikotnik, da poskušamo malo več zvedeti ali pa vsaj dobiti nek občutek o tem, kakšen je odnos med potrošniško oziroma človeško izkušnjo blagovne znamke in oglasi in komunikacijami, ki jo pomagajo graditi, tako da pogledamo vsak odnos posebej. Se pravi, da pogledamo odnos med oglasi in ljudmi, oglasi in blagovnimi znamkami in med ljudmi in blagovnimi znamkami in vidimo, kako vse to vpliva na končno izkušnjo. Pa še nekaj sem hotel reči, da namenoma sem naredil tole kratko predavanje oziroma razlago, tako da bi bila zanimiva tudi za ljudi, ki se ne ukvarjajo vsak dan z marketingom. Se pravi, tisti, ki ste v marketinških oddelkih, ste en del stvari že videli,
oziroma jih tudi poznate, ker se vsak dan ukvarjate z njimi. Zdaj se mi bolj pametno, da je stvar zanimiva za širši krog ljudi. Če torej začnemo nekje z prvim delom tega trikotnika, se pravi odnos med oglasi in ljudmi. In kot običajni potrošniki, postavimo se zdaj vlogo običajnih potrošnikov in ko rečemo oglas oziroma reklama, nam zelo velikrat pade na pamet nekaj podobnega, nekaj takega. You lay down in bed to watch TV, then you prop up your head so you can see. You pile those pillows, but it just won't work. It's hard to see and your neck starts to hurt. Introducing the incredible TV glasses, the new glasses that let you see at 90 degrees. Everybody loves bacon. The sizzle, the scent, the mouth-watering taste. Didn't think it could get any better? Watch, we're turning bacon upside down. Introducing Bacon Bowl. The easy way to make delicious edible bowls out of bacon for fun, savory, crunchable yum. Just wrap your favorite cut of bacon around the bacon bowl form and cook. Online passwords, there's just too many. And who can remember all those tricky combinations? So you stick them on your monitor or you hide them in a drawer. But not anymore. Introducing Password Minder, the personal logbook that takes the hassle out of passwords. Forget about sticky notes or scraps of paper, because Password Minder has been specifically designed to organize and safely store passwords. So you look out the door and you've got stuff. Like a credit card, a little cash, a key, and you'll definitely need your ID. So now what? Carry a purse? Please, not where you're going. Put it in your pocket? Not in this outfit. Don't worry, girls. Watch this. This is the secret keeper. Just tuck this, even this, out right here, and slide that in your brush. Ja. Takih oglasov je zelo veliko. Pri nas jih je v bistvu še malo. Medtem ko v bolj razvitih oglasnih okoljih, kot je recimo Amerika, pa tudi recimo Nemčija, je to vrstnih oglasov veliko. Ampak kar je paradoks pri celi zadevi, to vrstni oglasi tudi delajo. John Haggart je en izmed največjih, najbolj znanih kreativnih direktorjev, tudi lastnik in ustanovitelj agencije Bartle Bogle Haggart je enkrat v šali rekel, da je problem slabih oglasov v tem, da delujejo. Ker če ne bi delovali, jih že zdavnaj ne bilo več, dejansko delujejo. In Bob Levinson, en drug, tudi zelo znan kreativni direktor, je pa rekel, da je pravzaprav se zgodi naslednji paradoks, da dobro oglaševanje povzroči to, da slabi produkti hitreje propadajo. Kar pomeni, da če imaš slab produkt, potem moraš narediti tako reklamo, ali boš pa dejansko še hitreje propadel. Kar pa je na nek način, se mi zdi smiselno, je pa to, da nam lahko velikokrat pomaga nek pogled v zgodovino. Namreč način, kot sem že prej rekel, način našega razmišljanja nastal v nekih popolnoma drugačnih razmerah, pravzaprav tisoče in 10 tisoče let nazaj. In kljub res tektonskim spremembam, tako v načinu življenja, razmišljanju, tehnologiji, so pravzaprav te naši sprožilci, ki narekujejo to, kar pravzaprav počnemo, zelo, zelo atavistični, temeljijo v nekih čist drugih pogojih od zadaj. To je recimo nek lep prizor, ne vem, koliko se vidi, ampak na levi strani je risba iz Altamire, stara 10-12 tisoč let, na desni strani je logo enega španskega mesta. Se pravi, še vedno imamo odnos do nečesa, česar pravzaprav ne razumemo, in to vidimo v obliki nekih ikoničnih podob. Pri Altamiri tudi hecano, da še danes noben ne ve, kaj so pravzaprav hoteli s tem narediti. Vidijo samo slike bikov na steni in se že kar nekaj časa kregajo od odkritja naprej, kaj so te jamski ljudje pravzaprav hoteli s to sliko povedati. Se pravi, pogled v zgodovino se mi zdi dovolj pomemben. Ker namreč je še ena zmota. V splošni javnosti velja, da je oglaševanje pravzaprav nastalo z nastankom kapitalizma, oziroma da je strogo vezano na kapitalizem, kar je velika zmota. To seveda ni res. Oglaševanje je staro že nekaj tisoč let. V zelo podobnih oblikah, kot je bilo to danes. Poznamo ga že iz antike in starega Egipta.
Pojavljalo se je kot v obliki pečatov na amforah, v obliki oglasov in plakatov na egipčanskih papirusih, pa tudi neke priložnostne poezije, ki zveni kar precej sodobno tudi za današnji čas. To je recimo primer enega egipčanskega plakata, bolj severnoafriškega, no, starega danes 4000 let. Nažalost ne vem, kaj so oglaševali ti ljudje, ampak v literaturi je ta oglas oziroma plakat znan kot oglaševalski plakat. V helenizmu to je ohranjen, tale pesemca, za oči svetleče, za lica kot zora, za lepoto, ki ne mine, kot dekle postane žena, za ceno primerno, obistra ženska pri Eskliptusu kupila kozmetiko. To je iz časa helenizma, se pravi prvo, drugo stoletje po našem štetju, ohranjena pesem nekega atenskega trgovca z kozmetiko, ki bi jo, dobro, z določeno dozo naivnosti, seveda tukaj noter vidimo, ampak bi jo lahko mirne duše preselili tudi v današnji čas. Poleg tega so v Herkulaneumu, kjer so bile gladiatorske igre, so najdel plakate za borbe posameznih gladiatorjev, ki so po sami sestavi elementov zelo podobne temu, kar danes gledamo na gigant plakatih. Danes, v Ljubljani, pa tudi kje drugje. Spravi sama konstrukcija plakata je bila zelo identična, kar pomeni, da so neki zakoni o tem, kako ljudje percipirajo plakatna sporočila, obstajali že takrat. En zelo velik tehnološki preskok je bil seveda Gutenbergov izum tiska. Približno 150 let po izumu tiska so se pojavili prvi časopisi in takoj potem, ko so se pojavili prvi časopisi, so se pojavili tudi oglasi. 3 leta za prvim časopisom je bil noter že ta prvi oglas. In poglejte si naslednjega, ker je prav fascinanten na nek način. Če malo pozabimo, kaj pravzaprav prodajajo in kako nečloveško se nam to danes zdi, to je oglas iz leta 1780. Prodajajo sužnje. Sužnje in prepričljivost teksta tega oglasa je spet izjemno sodobna. Piše o tem, da jih je 250, da so zelo odzdravi, da so ravno kar prišli, da niso bili v nikakršnem kontaktu z ljudmi, ki stanujejo v Charlestownu, se pravi, da ni bilo nobene možnosti, da bi se inficirali oziroma da bi zboleli za kozami in tle od spodaj, ne. Da več kot polovica teh sužnjev je koze preživela že v svoji domovini, kar pomeni, da so imuni, kar pomeni, da so varna naložba. Treba tudi to povedati, da sužanj je bil v tem času velika finančna naložba. Približna cena oziroma okvirna cena zdravega moškega sužnja je bila enaka kot 10 do 12 letna plača meznega delavca. Če bi to prevedli približno v današnji denar, v Sloveniji bi rekli, da en suženj stane tam kar čez 100 000 evrov. Ne. To ni malo. Se pravi, da je šlo dejansko za oglas, ki je res hotel povedati, da boste kupili dobro robo. Naprimer, Thomas Jefferson je bil lastnik 600 sužnjev, bil zelo bogat avtor deklaracije neodvisnosti, bil zelo bogat človek. In v tem času, kot nas uči, ne vem, če ste brali knjigo, ampak je fantastična, Thomas Piketty, Kapital v 21. stoletju, v tem času približno je vrednost vseh sužnjev v Ameriki približno za 2,5-krat presegala vrednost vse obdelovalne zemlje. Se pravi, to je bil nek industrijski kapital pravzaprav. No? Zato nam taki oglasi nekako se zdijo smiselni. In tudi ta firma podpisana Austin, Lawrence and Appleby je bila največje podjetje za uvoz sužnjev v Ameriko. Že v 18. stoletju se pojavi nekaj, kar mogoče je bolj značilno za današnje, oziroma mi mislimo, da je značilno za današnji čas, namreč oglaševalsko pretiravanje, hkrati pa odsotnost vsakršne oglaševalske regulacije. Naslednji tekst, ki je tukaj napisan. Oglasi so danes tako številni, da jih ljudje lahko le površno preberejo. Zato je postalo nujno, da si pridobijo pozornost z velikimi obljubami, ki so leporečno podane. Včasih subtilno, drugič spet z žarom. Obljuba, velika obljuba je duša oglaševanja. Oglaševalski posel je danes tako blizu popolnosti, da ni enostavno predlagati kakršnekoli izboljšave. Sam letnico poglejte. Tale tekst bi
brez problema lahko nastal tudi danes. Hočem samo povedati, da v zgodovinski perspektivi zelo velikokrat najdemo povsem drugačen pogled. To, da smo vsajeni v dobo, v kateri živimo, je pravzaprav nek način naš manjko, to zožanem polje, skozi katerega lahko presojamo predmet, objekt, s katerim se v resnici ukvarjamo. Oglaševati je mogoče karkoli na kakršenkoli način, je pa dejansko bilo to tresne. Predvsem so bila zelo popularna so bila tako imenovana patentirana zdravila, od katerih velika večina ni bila niti patentirana in še manj zdravilo. Kokain je bil javno dostopen kot sredstvo proti bolečinam, uporabljali so ga za anestezijo, glavno kokain je bila zadeva, ki se je dalo vsaki lekarni kupiti. Seveda to ni bilo omejeno samo na Evropo. To vrstne zadeve so se pojavljale tudi na Bližnjem vzhodu, to je recimo nek japonski plakat iz obdobja Edo, to je zgodne 18. stoletje. Nažalost tudi ne vemo, kaj oglašuje, ampak verjamem viru, da je to dejansko plakat. Potem pridemo do začetka 20. stoletja, ko nastopi moderna doba oglaševanja. Še enkrat, to dejansko ni povezano z razvojem kapitalizma, bolje je povezano z razvojem tehnologije. Namreč prva zgodovinska globalizacija se je zgodila že konec 19. stoletja, tam 1870, 1890. Takrat tam je pravzaprav globalizacija se začela. Tako da razmah sodobnega oglaševanja je posledica velikih napredkov tehnologij, ne pa kapitalizma kot tazga, kar nam zelo velikrat očitajo. Ne? Tudi samo moderno oglaševanje ima več obdobij, ki si dost nekako logično sledijo. Namreč v prvem obdobju, tam nekje v 20. in 30. letih 20. stoletja, prevladoval tisk, to je bila dominantna oblika. In kar je tle zanimivo, seveda, da se že vidi nek strukturiran in jasen konceptualen pristop. Če to primerjamo z oglasi, ki so nastali 150-200 let prej, ki so bili bolj informativni, čeprav prepričljivi, je tle neka oglaševalska estetika že bistveno bolj izražena. Predvsem in še bolj po nastanku in vzponu nekih umetnostnih smeri, teorij in praks, kot je Bauhaus, Bauhaus verjetno poznate, gre za to, da so poskušali združiti različne umetnostne prvine ali zvrsti, zato da so naredili neko uporabno delo. In oni so tudi uvedli pojem Gesamtkunstwerka, se pravi celostne umetnine, ki kombinira od slikarstva do oblikovanja, do industrijskega dizajna, do arhitekture, kot nekaj, kar potem sestavljeno oziroma kombinirano predstavlja neko celostno umetnino. Naslednje obdobje, generalno obdobje radija, tam 30., 40., 50. leta, zelo zanimivim, tukaj bomo ene dva poslušali, zelo zanimivim načinom nagovora. And no shaving proposition beats this. Listen, there's one buck cash says Colgate brushless wins you in a flash. Yes, one buck cash says this is it for the clean, smooth, comfortable shave you've always wanted. Gillette. Oops. Sorry. Your razor doesn't skin or skip when you use Colgate brushless. Instead, it cuts through clean and smooth. Try Colgate brushless. See how it does. Samo malo, ko se mi je tole screensaver vključil. Okay. Tale bo, ne? Je. And no shaving proposition beats this. Listen, there's one buck cash says Colgate brushless wins you in a flash. Yes, one buck cash says this is it for the clean, smooth, comfortable shave you've always wanted. And here's why. Because its light and fine texture, Colgate brushless completely surrounds, softens, and supports each bristle better than greasy, heavy creams.
There's no matting down, there's no clogging. Your razor doesn't skid or skip when you use Colgate Brushless. Instead, it cuts through clean and smooth. Try Colgate Brushless. See how it does away with razor scrape and soreness. Discover how slick and smooth and downright comfortable it makes your shave. Get a large or giant size tube or jar of Colgate Brushless shaving cream. If 1 week's use doesn't win you completely, just send me back the carton top and we'll mail you your dollar. Address? Bill Stern, care of Colgate, Jersey City, Zone 2, New Jersey. Remember, there's one hot cash as Colgate Brushless wins you in a... Čakajte, samo majčkeno, da... Mogoče pa sam tale slajd zafrkava. Po tem radijskem obdobju se pojavi izum nekega standardnega televizijskega oglasa. Ta oglas tudi na koncu prevzame 30-sekundno formo, ki je v veliki meri uporabna še danes, čeprav danes se te stvari dosti spreminjajo. Spreminjajo na način, da so televizijski oglasi vse daljši in daljši, zato ker so v več časa možno povedati bistveno več stvari. Tlele imamo dva taka klasična, primer tegale. The wagon of Fondue fame. These were the wheels that carried the pioneers and all their possessions across America. These are the wheels that covered a continent. Today, the wheels are different, but they're still rolling. Wheels are rolling, rolling all along the highway. Wheels that keep a rolling all night and day. See the song of the men behind the motor truck. A song of safety and service all along the way. Keep them rolling, keep America strong. East, west, north, south, rolling along. Wheels are rolling, rolling all across the nation. Wheels that keep a rolling all night and day. Sing the song of the men behind the motor truck. Keep them rolling all across the Across the USA, only trucks can deliver to your store or your own front door so swiftly. Such things as ice cream, fresh meat, newspapers, clothing, furniture, and the hundreds of other things you use every day. Modern trucks deliver the goods faster and more economically. They make your life more pleasant. You live better because of trucks that keep rolling along. Singing a song of the men behind the motor truck. Keep them rolling all across the USA. This message has been brought to you in behalf of the American trucking industry by Chevrolet. Maker of Chevrolet City-built trucks. In pa seveda še tale, ki je en izmed najbolj znanih oglasov iz začetka 70-ih let. Come to where the flavor is. Come to Marlboro. Ne vem, koliko veste, ampak Marlboro so bile ženske cigarete, izrazito ženske cigarete, in to je en izmed najbolj znanih
primerov repozicioniranja neke znamke z res izjemno komunikacijo, ker z eno samo kampanjo so iz ženskih cigaret naredili nekaj, kar je izrazito moško, izrazito temelji na svobodi, na neodvisnosti, na neki tradiciji teh osvajanja Zahoda in tako naprej. To je res, še danes na nek način lahko občudujemo, pa ne glede na to, da gre za cigarete. Zdaj, po samem televizijskem oglasu seveda pridemo do nekega pojma integrirane oglaševalske kampanje. V sodobnosti v bistvu govorimo o celostni integrirani komunikaciji, ki deluje po principu 360/365, kar pomeni nenehno in na vseh možnih kanalih. Tudi sama ideja kampanje je pravzaprav na nek način je preživeta, ker že sami vidimo, da tako z razvojem tehnologije kot z spremembami v obnašanju potrošnikov, pravzaprav z njimi moramo nenehno komunicirati, nenehno se moramo pogovarjati, ker gre za dialog, gre za konverzacijo, ne gre več za to, da mi vsake toliko časa povemo neko močno sporočilo, oni pa nam sledijo tako, kot smo mi to predvideli, ampak gre pravzaprav za nenehno delo, ni več to razdeljeno na posamezne kampanje. S tem, da ene dosti zanimive interpretacije obstajajo, namreč, da se v bistvu vračamo v predmoderno dobo, da nam je ta silni napredek v tehnologiji, ki potrošnikom oziroma ljudem omogoča medsebojne stike, ki na nek način zmanjšuje možnost teh centralnih komunikacij, ki imajo en oddajnik in množico sprejemnikov sporočil, se pravi televizijo, radio in vse te množične medije, da nas, kar se oglaševanja tiče, vrača v čas neke antike, ker je spet bila najbolj odločilna ali pa najmočnejše sredstvo prepričevanja so bili pravzaprav zasebni pogovori med ljudmi, word of mouth. Sprav, da mogoče ni tako slabo preučevati antične oglaševalske kampanje, se iz tega lahko kaj naučimo. To so popolnoma resne teorije. Kako to integrirano oglaševanje zgleda, nam bo pa najbolj tale kratek filmček pojasnil, kaj to pravzaprav je. So what is integrated advertising? In brief, integrated advertising is combining several media channels and tools under one big idea in order to produce a greater experience for the consumer. Or, if you will, 1 + 1 = 3. But to understand it a bit more, let's go back and see how advertising was in the past. Back then, we would advertise in a one-way direction, delivering our message with the few media channels there were: TV, radio, newspapers, billboards. The consumer would get the message, and if he liked it, he would buy the product. Simple. Then came the internet, and the media tools the consumer used increased and became more sophisticated. And us, we bombarded the consumer with our message through every media channel we could. Today, when technology, the internet, and social networks are really a part of the consumer's life, they change the way he consumes information, decides what to buy, experiences brands. And he's much more connected and involved, but he also loses interest very quickly. And even if he doesn't say it explicitly, he's looking for something beyond the marketing message and wants to know what's in it for me. This new situation brought about integrated advertising, a method of advertising that's based not just on an idea, but on a big idea. What does it mean, big? Bigger than another marketing message, something that really interests the consumer, gives him value, and lets him take part in an experience he would want to be involved in, and even share with his friends. So our brand will gain free media, earned media. This big idea has to integrate with media tools that relate to each other, and not just stand alone, like the old kind of advertising. So no matter where the consumer encounters the message, he will still be part of the experience. And what is the role of the advertising agency in all of this? Because the big idea combines a number of tools that are sometimes operated by different professionals, such as
app developers, public relations, social media, and others. It's important that the ad agency leads the process from start to finish, making sure everything is done using the same language, that every channel really serves the big idea, and analyzing the effectiveness of each tool during and after the campaign. In other words, be a navigator, the brand navigator. This new role requires us advertising agencies more than ever to be attentive to what consumers want. And also to be updated with the new and innovative media tools that pop up every day. If we do all these things, we will create more memorable and emotional advertising for the consumer, not only because of its marketing message, but also because of the experience that comes with it. So, over time, the brand will become a love mark, a brand the consumer really loves. So, to sum it up, here's the recipe. 1. Big idea. Wise usage of integrated media tools. Consumer experience. And a brand navigator. Če ste malo tako pozorno poslušali, ste videli, da se beseda experience že kar nekajkrat noter pojavlja, ne? Kar pomeni, da tudi samo doživetje oglasa lahko predstavlja neko zelo pozitivno potrošniško izkušnjo. In tle je tudi ena izmed poti oziroma ena izmed smeri, v katero definitivno vsi skupaj gremo. Če gremo malo naprej in se lotimo drugega dela. Kakšen je odnos med blagovnimi znamkami in ljudmi? Kako blagovne znamke pravzaprav, kako si zaslužijo, kako si poskušajo zgraditi to, da jim ljudje zaupajo, ker to je daleč največ, kar lahko blagovna znamka stori. Najprej ene par čist takih stavek, Jean-Noël Capferrera verjetno poznate, en izmed najboljših, najbolj znanih teoretikov marketinga, ki je postavil tale aksiom, da podjetja proizvajajo izdelke oziroma ponujajo storitve, medtem ko potrošniki kupujejo blagovne znamke. Kar enostavno pomeni, da potrošniki v bistvu kupujejo nekaj drugega, kot podjetja prodajajo. Kaj je torej tisto, kar ljudje v resnici kupujejo? Kaj je blagovna znamka? Zdaj, blagovna znamka ni logo. Če je ta logo še toliko fajn, še tako kreativen, še tako nepričakovan, impresiven, ikoničen, ni logo. Se pravi, ne moremo blagovne znamke zreducirati na logo sam. Enako ni nek priročnik celostne podobe, ni nek kanon, zbirka pravil ali navodil, kako s to blagovno znamko ravnati. Čeprav se to dostikrat reducira na to. Z našim brandom ni vse v redu, ko se ne držimo priročnika. To je nesmiselno, ne? Hkrati tudi blagovna znamka ni izdelek ali storitev sam. Seveda je izkušnja uporabe del te blagovne znamke, ni pa to vse, kar je v zvezi z blagovno znamko. Tako da je daleč najboljša definicija je to, da je blagovna znamka nekaj popolnoma neotipljivega. To je tisto, kar najbolj opredeljuje blagovno znamko. Blagovna znamka je skupek občutkov, ki jih začuti nek posameznik, ki pride v stik z neko organizacijo, z nekim izdelkom, z neko storitvijo. Se pravi, to, kar se zgodi v meni, ne to, kar se zgodi izven mene. Blagovna znamka je tisto, kar si jaz o njej mislim, ne tisto, kar ona meni govori. In to je bistveno za razumevanje tako uspešnih komunikacij, kot še bolj uspešnih komunikacij, ki si za svoj center postavljajo izkušnjo potrošnika oziroma izkušnjo blagovne znamke. Zakaj je to tako? Kot sem že prej rekel, ljudje smo v svojem bistvu čustvena in intuitivna bitja. Mi se ne odločamo racionalno, mi se odločamo na podlagi svoje intuicije, ki je morda racionalna, ampak zakopana globoko v nas, in smo emocionalna bitja. Presojamo stvari skozi emocije. Ne glede na to, za kako racionalnega se kdo ima, ampak še vedno so čustva in intuicija tisto, kar ga določa. In samo blagovno znamko definira odnos posameznika do znamke, ne pa nek amorfen trg, javnost, borzno poročilo ali karkoli drugega. Se pravi, kar si vsak posameznik misli o tem brendu, to je odločilno. To ta brend v bistvu je. In naslednji psihološki postulat je to, da smo ljudje kot taki sposobni vzpostavljati neka dolgoročna razmerja samo z entitetami, ki se obnašajo kot živa bitja. Se pravi, primer, ne morete vzpostaviti dolgoročnega razmerja z enim kamnom, ki tam na cesti leži. Lahko vzpostavite
neko dolgoročno emocionalno razmerje, naprimer s predmetom, kot je avto. Veliko ljudi ima ljubkovalna imena za svoje avto, kar pomeni, da so jih enostavno poosebili. Jaz imam recimo navado, lahko se smejite ali pa tudi ne, ampak recimo, da grem na neko daljšo pot s svojim avtom in ko pridem domov nazaj, jaz ga redno potreplam takole po strani in rečem, dobro si me pripeljal. Kar pomeni, da bom do njega oseben, pa osebil sem ga. Sicer ne bi mogel imeti nobenega odnosa do njega. In čim bolj osebna, čim bolj živa, otipljiva, čeprav je popolnoma netangibilna ta blagovna znamka, tem lažje bomo vzpostavljali neke odnose z njo. Hkrati nam, ker so pač neke entitete, ki imajo svoje značilnosti, ki jih zaznavamo kot živa bitja, nam lahko pomagajo definirati svoje razmerje do drugih. Pa ne na tem banalnem nivoju, jaz imam oblečen, ne vem, Nike tipa Boss, torej veva, kam spadava. Ampak gre za to, da je svet dejansko zelo kaotičen. Soočeni smo vsak dan s celim kupom držljajev. In blagovne znamke nam predstavljajo neke stebre pomena, skozi katere lažje uredimo ta svoj kaotičen svet. Hkrati nam pomaga določati svojo lastno identiteto, spet ne na ta banalen način, kupil sem si dizajnersko maječko / čevlje, zaradi tega sem frajer. Ne gre za to. Gre za to, da nam spet blagovne znamke pomagajo uravnavati ta kaos, ki je dejansko v modernem svetu, kjer smo soočeni tako z ogromno izdelki, z ogromno storitvami, z ogromno sporočili, nam pomaga to zmedo nekako ohraniti v obvladujočih okvirih. Tako da blagovne znamke dejansko delujejo kot neki stebri pomenov v tem svetu kaosa, ki nas obkroža. Sliši se malo depresivno, ampak v bistvu je to ta prava definicija. Spomnite se, kaj vse se dogaja, s kolikimi sporočili smo dobesedno posiljeni vsak dan, kaj vse nam probajo prodati ali nas obdati s tem. In brand, se pravi poosebljeni brand, ki izgleda človeško, ki izgleda humano, ki izgleda toplo, ima svoje emocije, nam pomaga, da se v tem svetu orientiramo. To je v bistvu zelo pozitivna funkcija, čeprav nas dostakrat prepričujejo, da je branding in marketing nekaj negativnega, ker nas sili, da kupujemo stvari, ki jih v bistvu ne rabimo. Ampak sploh ne gre za to. Če ne bi kupovali stvari, ki jih ne rabimo, bi se svetovna ekonomija sesula v 2 tednih. To je res. Ne? Gre za to, da nam to pomaga preživeti v tem svetu, ki je dejansko zelo naporen. To je ena knjigica, čisto, če koga zanima, Zygmunta Baumana, izjemnega polsko-angleškega sociologa, ki se ukvarja ravno z načinom sodobnega življenja. V tej knjigi je velik tez o tem, kaj se pravzaprav dogaja z individuumom v modernem času, kako je individualnost kot taka pravzaprav nekako obkoljena in stisnjena v kot, kako izraziti svojo individualnost postaje najtežji. Zelo dober primer so tinejdžeri, ker hoče biti drugačni od vseh ostalih, ravno zato so vsi enako oblečeni, ker so zdaj popoln paradoks. Ampak kako izraziti svojo individualnost, kar je v bistvu prvinska želja vsakega človeka in tudi tukaj nam blagovne znamke pomagajo. Pa ne govorim samo o teh, ki so veliko oglaševane, pa ki so prestižne, tudi tistih, ki niso, ampak enostavno nekako samega sebe lahko spraviš v neko mrežo gabaritov, lahko si pomagaš samega sebe sestaviti v enovito osebnost, ker sicer, glede na to, kaj vse se dogaja, to radikalno se sliši, ampak brez blagovnih znamk bi lahko pol ljudi na svetu bilo shizofrenikov. Tako. In zdaj še en kratek filmček, ki pa pove nekaj stališča blagovnih znamk. Ker v bistvu brendi so neki pojmi, brendi so čustva, brendi so odnosi, ne rdeča barva, in tako naprej.
No, toliko branding z ene strani. Zdaj preidimo še malo na naslednjo. In sicer, kako pravzaprav oglasi gradijo te blagovne znamke. Bomo začeli z eno definicijo, ki se sliši strahovito komplicirano, ampak je zelo natančna. V definiciji so znamke v bistvu socialno konstruirana objektivna realnost. Kaj to v bistvu pomeni? Zapletena, ampak natančna definicija. Ne? To pomeni, da v razmerju do ljudi resnično obstaja. Ljudje jih dojemajo kot resnične, ampak ne v smislu, ko rečeš Nike, da vidiš supergo. Ne, ko rečeš Nike, začutiš vsa ta čustva in vse te atribute, ki jih znamka kot taka posreduje v odnosu do ljudi. A hkrati so pa ustvarjene. Ustvarjene so strani podjetij, brand menedžerjev, oglaševalskih agencij, ampak seveda tudi v konverzaciji oziroma v sodelovanju z potrošniki kot takimi. Najmočnejše orodje za izgradnjo blagovnih znamk so oglasi. Oglasi imajo še vedno neverjetno moč, moram priznati, ne glede na to, da se sam ukvarjam z njimi, sem včasih presenečen, kolikšno moč oglasi v bistvu imajo, kako prepričevalni znajo biti. Kar pa je zanimivo in pomembno, da ko gledamo odnos oglasov in blagovnih znamk, lahko vidimo, da delujejo na različne načine oziroma komunicirajo in izgrajujejo različne aspekte blagovnih znamk kot takih. Tukaj je en zelo zanimiv pripomoček, ki ga mi dostikrat uporabljamo. Sicer se temu reče lestev blagovne znamke. Ta lestev ima 6 pol in analizirali smo res cele kupe različnih sporočil in ugotovili, da vsako paše v eno izmed teh 6 pol. Določena pašejo tudi mogoče v 2 ali 3, ampak načeloma lahko izoliramo, da je namen oglasa delo na enem izmed teh 6. Sprav top of mind pomeni, da oglas dela na priklicu, da poskuša dobesedno samo spraviti ime blagovne znamke v glave potrošnikov in nič drugega povedati o njej. Attribute pomeni, da dela oglas oziroma komunikacija dela na nivoju lastnosti. Spravi, poskušamo povedati, kakšna je naša blagovna znamka, kakšne lastnosti ima. Ava, ki ima noter ta pralni prašek, ki ima noter koščke pravega mila. Benefit deluje na področju koristi. Se pravi, da hoče povedati, kakšno korist bo imel potrošnik, ko bo uporabljal našo blagovno znamko. Četrti del teritorij gre za v bistvu bolj široko razumljen teritorij, ki je lahko simbolen, časoven, geografski. Se pravi, da zavzame nek teritorij, neko območje, ki je lastno blagovni znamki in komunicira skozi to. Mislim, najbolj simpel škotski viski, ki si je pač pobral Škotsko za svoj teritorij. Imamo pa tudi druge primere, naprimer Kellogg's Cornflakes, ki si je zavzel teritorij zajtrka, kar je časovni teritorij. Ne? Potem pridemo do vrednot, kjer blagovna znamka poskuša povedati, da razume vrednote svojih potrošnikov, svojega občinstva, ljudi, ki jo gledajo in na področju vrednot poskuša najti stik z svojimi kupci in na koncu je še vloga, ki jo blagovna znamka lahko igra v življenju potrošnika, spravi, da se postavi kot prijatelj, kot svetovalec, kot tisti, ki mu omogoča svobodo, cel kup različnih vlog je. V glavnem, teh 6 pol se da razvrstiti vsaka komunikacija za blagovno znamko. Torej, če tako rečemo, oglasi povečujejo priklic, pojasnjujejo lastnosti blagovnih znamk, govorijo o prednostih, zavzemajo teritorije, sporočajo vrednote in igrajo vloge v življenju potrošnikov. Zdaj imam pa dva primera, čisto da se bo videlo, kakšne razlike torej so. In kar za nalašč sem jih vzel iz slovenskega trga in iz mobilnih komunikacij. Ena je od naše konkurence, ena je pa od nas. Tole. Zakaj pa ga sumite? Vedno je na telefonu. Poslovnež je, stranke ima. Ampak nikoli ni veliko klicev. Zdaj pa? Non-stop. Pa zapravlja več? Ne, manj. Veliko manj. Kličite in SMS-ujte brez omejitev in brez prekinitev. Ste možu že kaj omenili? Sem. Pravi, da je kriv Debitel. Non-stop Debitel. Osnovno sporočilo tega oglasa je, da lahko neomejeno kličeš. To je to. To je tisto, kar hoče povedati svoji
svojemu občinstvu. Kako smo to naredili mi? Resnična bližina je človeška toplina. Vzemite si čas za najbližje in med prazniki ugasnite telefon. Vse ostalemu boste namreč lahko govorili neskončno, z neskončnimi klici in SMS-i v novih paketih neskončni. Simobil. Zdaj, kar je bilo hecno, tisti, ki ste bili zadnjič na prezentaciji od Alena Tisa, ne, ste videli un spotek, ki je imel isto glasbo. Ne? Jaz sem šel pol ta spot iskati na YouTube, ampak ga seveda ni gor, zato ker je intern in predvidevam, da so tudi muziko kar malo ukradili, tako da pač nikjer se ga ne da dobiti. Ampak sem si ga pogledal na tem live streamu. Zdaj, kar je, meni se zdi to izjemno dober dokaz. Prvič, Alen Tis, ki je govoril o usmerjenosti podjetja v customer experience. To, da je občutek obeh spotov pravzaprav deluje na isti ravni, je samo zelo dober dokaz, kako je Simobil dejansko že zagrabil to smer in da jo razume. Po drugi strani so pa med tema dvema spotoma, med tem od te, kaj je že, ING Bank je bila, mislim, iz Turčije, ne, med tem našim spotom so pa tako bistvene razlike, da jih enostavno, mislim, da se jih more videti na delečne kilometre. Namreč, kaj so oni govorili? Oni so govorili we care, spravo govorili so o njih samih. Kaj smo mi povedali? Resnična bližina je človeška toplina, v bistvu smo govorili o svojih potrošnikih. In zato se mi zdi, to je bilo izjemno dober primer, ki je pokazal, da tam, ko se delo svetovalcev za customer experience konča, kjer povejo podjetju, da mora se resno s tem ukvarjati, tam se pravzaprav delo komunikatorjev šele začne. Takrat je treba povedati, kaj, kako in na kakšen način to najbolje sporočiti svojim občinstvu oziroma ljudem, ki jim je to treba povedati. Ne. To se mi zdi tako, poslovalec je bil prav vesel, ko sem videl ti spotno, ker je na nek način dokaz, ja, točno to, v bistvu preden smo prišli do tega, smo intuitivno zaslutili, v kakšno smer gre cela zadeva, hkrati smo pa to nadgradili na način, ki je iz nekega dost generičnega sporočila. To we care bi lahko podpisali, vam povem, od letalske družbe do kozmetičnega podjetja karkoli. Ne? Nivea bi zelo pasala pod tisti we care, kar je on kazal zadnjič. Medtem ko to, kar smo potem mi skupaj naredili, je pa bistveno bolj usmerjeno, bistveno bolj intimno sporočilo. Seveda temelji na tem, ni nam vseeno, skrbimo za vas, ampak da potem kaj, kako, konkreten dokaz in konkretno sporočilo, ki se zelo dotika vrednot, ki so lastne tistim, ki jim pravzaprav govorimo. Ne. Potem imam še eno fino orodje in sicer oziroma nadgradnjo lestve. Od spod so tisti isti, top of mind, attribute, benefit, territory, value, role. Dejstvo je, da trdnost pozicije blagovne znamke raste proti desni. Če oglašujemo na način top of minda, vse, kar lahko dosežemo, je to, da nas ljudje spravijo v svoj nakupovalni seznam. Rečejo si, aha, ta firma, ta brand tudi obstaja, ok. Če delamo na atributih, temu se reče category passport, se pravi, kupimo si nek vstop v kategorijo izdelkov, ki počnejo približno isto. Ko govorimo o benefitih oziroma o koristih potrošnika in upajmo, da so te koristi lahko dosti unikatne, potem si lahko na to vrstnih oglasih zgradimo nek individualizem brenda, se pravi, se ločimo od vseh ostalih. Tukaj smo še totalno generični, atribut pa
Top of mind to je čista generika. Tukaj si lahko začnemo individualizirati. In seveda s teritorijem, z vrednotami, z vlogami pa svoj brand zgradimo na bistveno višjo pozicijo in kar je še posebej važen, ta spodnji del je blazno lahko kopirati, ta zgornji del je zelo težko skopirati. Sprav nekdo, ki prihaja na trg in bi rad zavzel vašo pozicijo, je lahko z manjšimi stroški oziroma z manj truda prevzame tukaj, tam gore bo pa izjemno težko. To so bistveno globlje zadeve, ki se dotikajo bistveno globljih plasti človekove osebnosti. In če še enkrat grem malo nazaj, we care deluje na nivoju atributa. We care je naša lastnost, govori o nas. Resnična bližina in človeška toplina je pa tlele, pri vrednotah. In je, popular culture artefakt je malo pretenciozno, ampak ja, gre za neko vodilo, za neko maksimo, za neko načelo, ki je dejansko lahko prišlo v popularno kulturo in kar se je pri reakcijah na kampanjo samo tudi izkazali. Ne vem, če ste videli, je bilo prav zanimivo. V tistem času se je zgodila taka mazaška akcija po gigant plakatih v Ljubljani. Ste videli, to je bil december. Eni so se lotali in so vzeli spreje in so pošpricali vse plakate. Kar je najbolj zanimivo, edini plakati, ki so ostali ali nedotaknjeni, ali so imeli pa pozitivna sporočila, so bili vsi mobilovi. Vsi ostali so bili z dosti cinizma zavedeni, medtem ko naši plakati so bili pošpricani z to pa odobravam, ali so bili pa poščeni primeru. Kar pomeni, da smo se vsem dotaknili nekega nivoja v človeškem razmišljanju, v človeški osebnosti, ki je bil dovolj globok, da je sporočilo ostalo močno. Zato lahko rečemo, da se pravzaprav prave izkušnje blagovne znamke dela tam, na teh nivojih, na nivojih teritorijev, predvsem pa vrednot in vloge, ki jo blagovna znamka igra v življenju potrošnika, ne tukaj. Tukaj, če hočeš nekoga s konkurenta sesut na top of mindu, rabiš samo eno stvar, več denarja kot on, kar včasih ni tako težko. Če ga hočeš na atributu, narediš samo nekaj, kar je malo drugače, pa spet daš malo več denarja, pa ga boš sesul. Pri koristih je stvar že malo težje, ampak neko koristi da zmisliti. Medtem ko so pa stvari, ki so dejansko ciljajo na globlje plasti človekove osebnosti, tukaj so pa blagovne znamke bistveno bolj trdne. In pol, če pogledamo še en filmček, še malo z druge strani pogleda na blagovne znamke kot take. What is a brand? A brand is the difference between a pair of running shoes and a pair of Nikes. A brand is what people feel about you, your product, the service you provide, or your organization. It's part rational, but mostly emotional. People will forgive a strong brand if it makes a mistake. Remember New Coke? Likewise, people won't forgive a weak brand if it makes a mistake. Remember Gateway Computers? We thought so. So, what is the secret of a strong brand? The answer is surprisingly simple. Focus. I'll say it again. Focus. Great brands stand for something. Not a lot of things. One thing. For decades, Swedish car maker Volvo defined their brand with a single word. Safety. Well, it seemed to work for them. Sometimes you have to think beyond the category to know what you stand for. Harley-Davidson makes motorcycles. Want to guess what they stand for? Freedom. Not a more powerful engine, not a more reliable bike or a smoother ride. Freedom. Brands are experiential. Take Starbucks. They differentiate themselves in many ways and offer a consistent brand experience in every Starbucks you visit. They even have their own language. Starbucks has created a unique community of coffee lovers that speak Starbucksese and are true brand ambassadors. It doesn't get any better than that. Starbucks had realized they weren't in the business of serving coffee. They were in the business of serving people. So, can you put a monetary value on a brand? The people at Interbrand Research can. Remember the fine folks at Coca-Cola we mentioned earlier? Care to guess what their brand is worth? That's right. According to Interbrand, about 61% of the value of the Coca-Cola Corporation is brand. That's a lot of cash.
Here's the monetary value of some other brands you'll be familiar with. So a brand is worth protecting and nurturing. But how? Here are a few key points to help maintain or even grow your brand. 1. Be different. The world is filled with parody products and services. Make yours stand out. 2. Be vigilant. Don't allow your brand to do things it shouldn't. Don't be the gateway computers of your category. 3. Be relevant. The marketplace changes constantly. Make sure your brand keeps up. So, who really owns a brand? The brand manager? The VP marketing? Brands are owned by the people. It used to be a company would tell people about their brand. It was pretty much a one-way thing. Now, it is much more of a conversation. But don't worry, this instant feedback can be very useful. It gives you a glimpse into what's in the hearts and minds of your customers and allows you to take action when you need to. It can also help you stay focused, and that's a good thing. So let's recap. A brand is much more than your logo or the color of your truck fleet. It's something intangible. It's what people think of you, but mostly on an emotional level. Great brands are focused. They stand for something. Great brands are not just seen and heard, they're experienced, and in a way that is uniquely theirs. A brand can have tremendous value, and should be treated that way. Keep your brand healthy by being different, vigilant, and relevant. And finally, never forget that people, your customers, own your brand. Listen to them, respect them, most of all, earn their trust. Kar je bilo zelo zanimivo. Ne? To se je v parih dosti sodobnih raziskavah tudi pokazalo. Namreč, če imaš močan brand, ti ljudje odpustijo napake. Spravi, to ne pomeni, da ga lahko lomiš v nedogled, ampak vsako podjetje naredi to potem kakšno napako. Ne? Tudi mi smo imeli razne simfije in podobne zadeve. Ampak močan brand, zaradi močnega brenda, ki omogoča ljudem, da imajo emocionalno zvezo z brandom, da se strinjajo, da ponotranjijo vrednote oziroma prepoznajo svoje lastne vrednote v brendu, so take napake bistveno hitreje odpuščene. Zdaj pa še nekaj primerov, mogoče ne bomo, ampak vse so dosti kratki. Meni je tale še vedno, verjetno poznate ta spot, ampak ta Procter & Gamble, dejansko vsakeč, ko ga vidim, se čutim, da sem je globoko dotaknil. Zdaj je bil neko predavanje, danes nam je en izmed naših kolegov, ki je bil tam, je govoril, da je bilo v Cannesu predavanje o televizijskih oglasih oziroma filmskih oglasih, ki se ljudi v resnici dotaknejo. In menda gre za skrivnost hormona oksitocina. Da če oglas uspe vzbuditi oziroma sprožiti izločanje oksitocina v človekovih možganih, potem je stvar narejena. Potem bo človek kupil. In to je recimo to je nemogoče meriti, ker je bila pa na tem predavanju temu se poskušamo tudi mi na nek način približati. To je zelo triki zadeva, zato ker je to izjemno težko. Ker je to dostikrat odvisno od detajlov, od tega, kako je zadeva narejena. Ta primer Procter & Gamble, treba vedeti, to je bil strahotno drag spot. Režiral ga je Alejandro González Iñárritu, ki je prva liga hollywoodskih režiserjev. Vzeli so glasbo od Ludovika Einaudija, ne vem, če poznate tega skladatelja, splača se ga pogooglati pa na YouTubeu. On je izjemen, modern italijanski skladatelj z zelo distinktivnim slogom tele skladanja. Se pa splača pogledati tole še enkrat, no, ker je res.
proud sponsor of Moms. Hecno je, jaz sem zdaj, če berete malo čist zadnjo strokovno literaturo okrog tega, kako se oblikujejo posamezne komunikacije, jaz sem najdel dva hecna naslova. Prvi je bil The Rise of Sadvertising, se pravi vzpon oglaševanja, ki poskuša spodbuditi neko reakcijo sočutja, doživetja, empatije. To je svetovni trend. In drugi to predavanje, o katerem so nam danes razlagali, je imelo naslov Nice is the new black. Se pravi, bodi prijazen, bodi empatičen, poskuši najti tiste točke, ki dejansko ljudi v resnici zanimajo. En pa popolnoma drugačen je pa tale, ne vem, če ga poznate. Tole je veliki kanski zmagovalec od letošnjega leta, se pravi Cannes 2014. In delujem na čist drugih principih, seveda. In udejanja enega izmed pojmov, o katerih sem prej govoril, tako imenovani product advertising, kako skozi izumljene produkte povedati bistvo brenda. In ker je angleški, je seveda tudi precej zabaven. Christmas is all about giving, sharing and caring. But at Harvey Nichols, the UK's leading luxury fashion retailer, it's all about me, me, me. To help our customers out, we invented a new line of products for the festive season. The Sorry I Spent It On Myself gift collection. A range of budget presents that we created specially so people could spend less on others and more on themselves. We made the range available at all Harvey Nichols stores across the UK, as well as online. Must-have items included an elastic band gift set, a waterproof sink plug, and a bag of gravel. We even produced a Christmas lunch in a tin and boxes of crackers, complete with hats and jokes, but not gifts or bags, obviously. And for the truly selfish, we created a free downloadable Christmas card. We announced the range to the public with a print campaign and a promotional film that was seeded online. Christmas lunch in a tin with most of the trimmings. By the time of the launch, the anticipation was huge. But just to be sure, we released a commercial both online and in cinemas on the day. Elastic bags. Elastic bags from Harvey Nichols, Dad. I do hope you haven't spent all your precious money on me. Naughty boy. Paper clips. What is it? It's a sink plug. The internet went crazy for it. As did the media. Despite only having a fraction of the budget of their competitors, it was the most controversial Christmas campaign of the year. Most importantly of all, the customers loved it too. The entire range, just short of 20,000 products, sold out within 3 days, and Harvey Nichols went on to have one of their best Christmases to date. Zanimivo, ne? Ampak je pa dosta angleško. Pol se mi zdi zanimivo tudi tale primer Honde. Ta spotek se čisto kratek je v japonščini, ampak ni kompliciran razložil, zakaj se je šlo. Dejstvo je, da je mislim, da leta 1983 je legendarni voznik Formule 1 Ayrton Senna v Suzuki s Hondo postavil rekord kroga, ki drži še danes. Istega leta so v Hondi vzpostavili sistem telemetrije, se pravi sistema, ki meri obnašanje motorja, vseh vitalnih sistemov avtomobila, ga prenaša v računalnik, tako da inženirji vejo, kaj se z njim dogaja. In ta sistem je nekako v neki seveda malo okrnjeni različici vgrajen tudi v te nove Honde. Kaj so oni naredili? Vzeli so telemetrične podatke iz tega kroga, ki ga je prevozil Ayrton Senna v Suzuki, postavili so ogromne zvočnike po celem dirkališču in s pomočjo podatkov, ki so jih imeli o tem rekordnem krogu, še enkrat rekreirali izkušnjo vožnje Ayrtona Senne, kar je fascinantno. Zdaj, seveda, to stane, izkušnja je izjemna, denar, ki so ga vložili noter, je še bolj izjemen, ampak kar se tiče pa neke vrednosti ali pa neke bogatosti, širine izkušnje, ki so jo dobili potrošniki ali pa občinstvo Honde, pa to seveda
fantastična zadeva. Ne. Mislim, fascinantno, ne, še posebej, a se kdo izmed vas pozna na Formula 1, veste, da od letos tekmujejo z 1600 kubičnimi motorčki, ki se slišijo kako silence, tole so 3,5 litrski 10-12 valni motori, tako da že to, da slišiš v tem času, te presune, ne, tako da. Kaj je naredila? To je pa neka novozelandska banka, ki ima zelo pogumno stališče, namreč podpirajo ta parado ponosa za istospolno usmerjanje in so v bistvu vse svoje ATM avtomate, sprav, ne, automatic, to da avtomatično, sprav, bankomate, po domač povedan, ne, so spremenili v tako imenovani GATM in naredili iz tega one of Australia's largest institutions, ANZ Bank, has supported the event. This year, they joined as principal partner. We wanted to show the bank's support and spread their message of diversity and inclusion. So, in the spirit of the modern Mardi Gras, well, sponsorship for Sydney's gay and lesbian Mardi Gras has delivered a makeover. 10 casual style events have been transformed by various artists to celebrate the LGBTI community. They also print rainbow colours. See that money, it will go to charity. It's great to see these big corporations taking on the social responsibility of diversity. So outside, go Australia. the only thing the banks have ever done right, yeah. To je tudi dobili Grand Prix v Cannesu letos, ne. Ampak a si predstavljate kaj takega v Sloveniji? Rajš ne. Mislim, jaz si predstavljam, samo si hkrati predstavljam tudi reakcije, kakšne bi lahko bile, ne. Potem se mi zdi zelo zanimiva še tale stvar. Ni tako kreativna, ampak se mi zdi, da
enako ne potrebujejo nekih neverjetnih tehničnih sredstev, potrebujejo samo močno stališče blagovne znamke. Drugače, ta akcija iz Filipinov je manj znana, ampak se mi zdi njihova podstat, to iz česar so izhajali, ta vrednota, se pravi vrednota, ki so jo vsaj ženske, pa tudi se mi zdi normalni in pametni moški izrazito vzeli za svojo in jo razumeli, intimno razumeli, je kle fantastično tematizirana. We have news tonight about women in the workplace. And it shows women described negatively for the very same things that men are often praised for. So why is this ad generating so much buzz and so much praise? It even got a personal endorsement from Facebook COO Sheryl Sandberg. She posted the ad on Facebook, writing, "This is one of the most powerful videos I've ever seen." It's a lot cool. It's a lot women can relate to, can't they? I actually related to it. I found it quite appealing. Well, it's not my product. Asking you to talk about your own labels. Opinionada, that's what they call me. They call me assertive. They call me aggressive. I mean, this was the very same words that were used in the feminism rules in the 1960s, but nobody would have put it in an ad. And will it sell? I agree with every bit of it, and I hope they start showing it here in the States. Exactly how I feel. Meni se zdi to izjemen primer. Tukaj ne gre za neko fantastično kreativnost v smislu nepričakovanih rešitev, neverjetnega humorja. Gre pa za podstat, za osnovno sporočilo, ki je pa izjemno relevantno. Dejansko, jaz mislim, da na ženske to zelo močno vpliva. Zato, ker se ukvarja oziroma poskuša razbiti neke stereotipe, ki so globoko zasajeni v nas. In mislim, da so se pri tem spotu se vsaj del moških, ki je bolj pri sebi, se je mogel bolj resno zazreti sam vase in se vprašati, kaj pravzaprav počnem, kako gledam na svoje soljudi, kako gledam na ženske kot pa ženske. Ženske se je zdelo fajn, ker je nekdo pogruntal, kje so njihove težave. Moški so pa bili po mojem bolj na nek način se jih je bolj dotaknili, ker so bolj videli, kakšne napake pravzaprav delajo. Ne. Zdaj, približujemo se pol pet, ene par stvari in preskočil se, ne. In bom šel mogoče na povzetek, razen če pokažem še dva naša, no, ker se mi zdi, da... ne.
znaš. In mi dajemo največ. Že 15 let. Simobil. Mi vse skozi poskušamo govoriti o ljudeh, ki jih naslavljamo, se pravi o ljudeh, ki jim dajemo sporočila, ne o samih sebi, ampak o njih. Poskušamo najti stvari, ki njih obremenjujejo, neke nevralgične točke tega, kar oni sami čutijo in se povezati z njimi. To je res način, na katerega lahko gradiš neko močno blagovno znamko. Seveda pa moramo vedeti, da to zahteva svoj čas. Ali pa tale je meni, moram reči, tudi precej pri srcu. Včasih se ne zgodi nič in včasih vse. Razumemo življenje, razumemo vas. Simobil. Zdaj mogoče vsem tem kontekstu je bolj jasno, kaj probamo narediti. Probamo dejansko govoriti o vrednotah. Probamo govoriti o vrednotah, ki so lastne tudi naši ciljni skupini, ker na ta način se bomo z njimi povezali mnogo močneje. Prvič, nihče ne bo mogel naše pozicije zelo lahko zavzeti, ker je to dolgotrajno in tudi mukotrpno delo, ampak gre za to, da zgradimo res trdno pozicijo. Poleg tega je to, kar je že gospod Alen Tis prej govoril, se pravi, da gre za neko izkušnjo potrošnika, ki zajema tako blagovno znamko, uporabo, izkušnje, pričakovanja in seveda velik del komunikacije, ker komunikacije mu dajo najbolj jasen občutek ali sliko o tem, zakaj se pravzaprav zavzemamo. In če je to oblikovano na emocionalen način, ki se dejansko nanaša na, če se spomnite tiste lestve, na tisti desni del, kjer so bolj trdne, bolj globoke stvari, potem smo v svojim brandom dejansko naredili ogromno. Je pa to, tukaj na tej poti je treba ostati, bi rekel, trden. Čeprav vem, kako je s prodajo, vse te stvari zelo dobro poznam. Pride neka panika, treba nekaj prodati, tako, ampak treba je biti strikten, treba je biti discipliniran. Gre za cilje, ki niso cilji do naslednjega četrtletja, ki se črta potegne, pa se vidi, koliko se je prodalo, koliko se ni prodalo. Seveda je to tudi zelo pomembno. Ampak še bolj pomembno pa je, kaj bo z našo blagovno znamko čez 2, 3, 4, 5 let. To so stvari, ki so zares dragocene. Zdaj, če samo še enkrat na kratko povzamemo. Se pravi, izkušnja blagovne znamke se nekje giba znotraj odnosov med oglasi, blagovnimi znamkami, ljudmi, med vplivanjem oglasov na ljudi, izgradnjo blagovnih znamk in zaupanjem, ki ga blagovne znamke poskušajo doseči odnosov do ljudi, in vse to skupaj nekako generira izkušnjo posameznikov z našo blagovno znamko. Ker ljudje v kaotičnem svetu potrebujemo te oporne točke, potrebujemo neke tangibilne ali pa emocionalne entitete, na katere se lahko nanašamo. In da del te stabilizacije za nas pomenijo tudi blagovne znamke. Seveda je ožja družina, prijatelji, punce in žene so bolj stabilizacijski faktor kot blagovne znamke, ampak tudi blagovne znamke opravljajo to funkcijo. Blagovne znamke se morajo v svetu obnašati kot živeča in čuteča bitja, se pravi, da morajo izražati svoje vrednote, včasih tudi svoje pomanjkljivosti, tako kot ljudje nasploh. In da z oglasi pomagamo izgrajevati to identiteto blagovnih znamk, tako omogočamo njihovo avtentično izkušnjo in še več, to, kar tudi velikokrat poskušamo narediti, da tudi oglas sam
lahko z navezavo na prave vrednote pomeni pravzaprav avtentično doživetje izkušnje kot take. To predvsem zato še ena knjiga, ki je zelo zanimiva, od Daniela Kahnemana. On je psiholog, ki je dobil Nobelovo nagrado za ekonomijo, kar je dosti hecno, ne? Ampak v bistvu govori o tem, kako razmišljamo na dva načina. Na hitri način, pri katerem vklopimo svoje instinkte, svoje atavistične vzorce iz pradavnine, in na počasen, racionalni način. Dejstvo pa je, da ta hitri shortcut način seveda bistveno prevladuje pri našem odločanju. Kljub temu, da je seveda tukaj ogromno iracionalnosti, ima vse te iracionalnosti, vsa ta občutek, vsi ti občutki, vsa ta empatija, čustva imajo pa zelo realne finančne posledice. A je tukaj noter kakšen financar ali pa kdo, ki se ukvarja z nabavo, recimo? Bilo fajn, če bi bil. To je zadnji, malo je neostro, ampak zadnji čart oziroma zadnji rezultati o vrednosti blagovnih znamk, objavljeni maja 2014. Za celotna vrednost vseh blagovnih znamk, oziroma ne vseh, ampak 100 najvrednejših blagovnih znamk na svetu se je v letu povečala za 12%. To so številke, ki so v bistvu borzne številke. To je realna vrednost. Google je šel že 40% gor, dobro, Apple je šel za 20 dol, to se zgodi, IBM je šel malo dol. Microsoft je zrastel za 29%, McDonald's je šel malo dol, Coca-Cola je šla navzgor, Visa za 41%, AT&T, ki je v bistvu v istem biznesu kot smo mi, za 3%, Marlboro je tam. Prihajajo novi igralci, zelo velike novih tehnoloških igralcev iz Kitajske in Azije nasploh, kar je logično. Če pogledamo tale chart tlele na vrh, to je pa stock market performance, se pravi, kako so se odrezale družbe, ki veliko vlagajo v izgradnjo blagovnih znamk za povprečjem S&P na newyorški borzi. Ta zgornji del, tale vijolčasti, so družbe, ki vlagajo v blagovne znamke, tale rumeni je pa povprečje. Se pravi, gre za merljive finančne učinke, ki se merijo v Ameriki v desetinah milijard dolarjev, tudi pri nas. Mene prav zanima, kakšna bi bila vrednost blagovne znamke Simobil, če bi jo šli računati. To se da narediti, ampak jaz mislim, da je že izjemno visoka. Kar je še zanimivo, Anglija, v bistvu na prvem mestu je Vodafone, ki spet paše v isto kategorijo, v isto branžo kot mi. Se pravi, ni vse rezervirano za Google, Apple in podobne zadeve. Kar sem hotel reči, je pa to, da to, kar počnemo, ni strošek. Seveda je strošek, se je treba plačati, ampak ne smemo ga gledati kot strošek. To je neke vrste investicija, seveda mehka investicija, ki ne rezultira v novi proizvodni hali ali pa v novi bazni postaji, ampak rezultira v naklonjenosti potrošnikov in to je v bistvu najbolj dragoceno. To je bistveno bolj važno od novih baznih postaj, čeprav nove bazne postaje so tudi nekaj, brez česar ne gre, ampak za dolgoročen napredek podjetja je to bolj važno. In tudi, če pogledamo vsote namenjene oglaševanju oziroma komunikacijam in potem povečevanje vrednosti, tako stockholders value, kot vrednost tega, kar bi podjetje v prihodnosti lahko doseglo, se pravi, kakšno pozicijo si izbori na trgu, tako nasproti, regulatorjem, kot bodočim prevzemnikom. Se pravi, neka pozicija so te finančni učinki multiplicirani z zelo velikimi faktorji. Tako da mislim, da bi treba vsaj v finančnih oddelkih enkrat pogledati to vrstne številke tudi, ne samo tiste, koliko stane kampanja. In to je zadnji slajd. Tako da, hvala.
Antoniju, ker te ni bilo predstavlja kot pesnika slovenskega vprašanja, pa zdaj mi še bolj ni žal za to. Mogoče zato, ker tudi sama gledam skozi občutke in pravzaprav je tudi tisto, kar je zame pomembno. Ne glede na to, si nam verjetno še pripravljen odgovor. Ja, seveda, ja. Če bo kakšno. Ja. Je kdaj zgodba oziroma prodajna uspešnost na kratke proge? V bistvu rekli ste, da so oglasi, da se jim smejimo, samo prodajna uspešnost je pa zmeri ful visoka, ne glede na to, koliko je recimo izdelek neumen narekovanje. Ja, ampak recimo pri teh top shop oglasih je značilno, da 90 ali pa še celo 92-95% prodaje se zgodi pa ure, potem, ko je oglas objavljen. Potem gre pa dol. Ne, ja, tudi ljudje, te, ki delajo to vrstne oglase, so tudi pogruntali, da so to izjemno kratkoročne zadeve, zato dodajajo te fore, če pokličete v pol ure, dobite dvojno, ne, da še malo pojačam. Ampak to deluje 20 minut do pol ure, čist nič več. Ne. Samo za prodajne namene, za nič drugega. Mislim, uspešni so v določeni kategoriji, ne. Mislim, sem se tudi že srečal s tem, da bi ljudje v resnih podjetjih radi naredili kakšen infomercial na tak način, da bojo lahko vse prednosti produkta razložili, ne enkrat, ampak 4-krat, ampak v tovrstni komunikaciji te zadeve pa ne delajo. Ne. Ker tle gre za nek čisto specifičen odnos med kupcem in oglaševalcem, to tudi dosti specifični ljudje kupujejo. Vem, jaz poznam neke raziskave, no, tole, kar bom zdaj povedal, ni preveč popularno ali pa mogoče malo heretično, ampak dejstvo je, da to večinoma kupujejo starejši ljudje, ki so mogoče malo na nek način, tudi zaradi tega, ker so malo umaknjeni od dogajanja, pa ne bom rekel, da ne razumejo zadeve, ampak način prodaje je tak samo za vas, samo v naslednje pol ure in človek se čuti osebno nagovorjen in v bistvu pade na dosti umazano finto. Moje osebno mnenje je, da oglasi za TV prodajo so najbolj manipulativni in najbolj, ko bi rekel, neetični oglasi, kar se jih da videti. Zato, pa ne zaradi tega, noter imajo zelo perfidno in zelo natančno preračunano zavajanje. Ne? Nihče, noben izmed oglasov, ki nam obljublja lepo življenje, ali pa ne vem, to, da bomo dobili najlepše ženske in tako naprej, če rečemo, ne vem, akse oglasi recimo, ki so seveda šala in vsi razumejo, da gre za šalo. Noben tak oglas ni tako nepošten v svoji osnovi, kot so nepošteni oglasi za TV prodajo, ki dobesedno lažejo in pravzaprav pritiskajo na strah ljudi, ne na pozitivna čustva, ampak na negativna čustva, ker če tega ne boš imel, ne boš, ja. To je zelo dobro vprašanje. Zato ker je ta meja izjemno tenka. Za tale oglas od P&G-ja, mi je nekdo, ki ga poznam, je dosti visok v eni agencijski mreži, mi je rekel, da je prebral scenarij in je mislil, da bo bruhal. Da kaj tako sladkobnega pa še nikoli v življenju ni bral. To so zelo občutljive in to je stvar detajlov pri sami realizaciji. Oni niso brez veze najeli režiserja prve lige in to ne režiser hollywoodske prve lige, kot je Michael Bay in podobni, ki znajo vse eksplozije delati. To je Alejandro González Iñárritu, je Mehičan, ki se je v bistvu, on se je zgradil skozi neodvisne filme, zelo jasnimi sporočili, pa vse prišel v Hollywood kot en izmed največjih talentov in to se tukaj noter vidi. Ja, ta meja je zelo
zelo, zelo tanka in ravno zato se s tovrstnimi oglasi potrebno najbolj natančno ukvarjati in zelo veliko pozornosti posvetiti, kako je zadeva realizirana. In ker se ravno iz nabave bi vam položil na srce, da določeno vlogo tudi količina sredstev, ki je vložena v slovenski. Jaz moram reči, seveda je nek bias. Ne. Človek ne more biti ravnodušen do svojih stvari, vedno je ponosen na njih. Na nek način se namenoma spregleda tisto, kar v njih ni ravno najboljše in hkrati pa tudi poskuša maksimizirati napake, ki so jih naredili njegovi konkurenti. Jaz mislim, da kakorkoli pogledamo to, kar se dogaja med telekomunikacijskimi mobilnimi operaterji, je vse en višek slovenskih komunikacij, zato ker so to tudi podjetja, ki imajo zelo izobražene in zelo, bi rekel, prvič izobražene in drugič zelo zavzete ljudi v marketinških oddelkih in v oddelkih marketinških komunikacij. Ne. Kar pomeni, da vejo, kaj počnejo. Imajo veliko stika z tem, kar se odzvoni dogaja in zdaj tudi nekaj, prosim, če to znotraj te sobe ostane, da je delo z ljudmi, ki se spoznajo na svoj posel, je čisto nekaj drugega, kot pa, če pridemo, včasih se nam zgodi, da pridemo v kakšno drugo firmo in smo malo, bi rekel, frapirani nad tem, v katerem desetletju so oni tam ostali, zato ker smo navajeni delati z vami. No. Tako da kaj bi bilo tacga? Ne, meni osebno recimo je bila dosti všeč ta Telekomova kampanja Good Life. Ne. Zato, ker je imela spet je imela neko dobro idejo, ki je bila od zadaj. Od zadaj je bila ideja omogočanja nečesa, izpolnjevanja želja, pomoči tistim, ki si pravzaprav ne morejo sami pomagati, saj ne do te mere, kar jim je Telekom omogočil, se pravi, da so imeli nek velik koncert, da so igrali mednarodni hit, da jih je One Republic dal na svoj iTunes pa Twitter in tako naprej. Ne. Oziroma dobro, na iTunes so se dali sam. Meni osebno čeprav ni šlo za klasično kreativnost, ampak tako kot en sam projekt mi bila pa zadeva všeč. Ne. To pa, kaj so še delali? Ja. Ne, mogoče se kakšno spregledal, ki je bila iz kakšne druge kategorije, ampak... Kaj pa te sveža tuševa? Ampak ne tuš mobil, skupina tuš. Kjera je pa to? Agencija Gre. Ja, ampak kjera kampanja je to? Čista zadnja, kjer so uporabili slovensko družino, slovensko družino v domačem kmečkem okolju in poudarjajo Slovenijo. Ne, mislim, ta kampanja je absolutno generična. Tam bi se lahko podpisal kdorkoli. En izmed takih intimnih testov, kreativnih rešitev je to, da si rečeš, tlele imam scenarij, tlele imam celo kampanjo. A lahko zdaj podpišem koga drugega tle od spodaj, pa stvar še vedno delala. Če ga lahko, potem nekaj ni v redu. Če pa lahko podpišeš samo svoj brand, potem pa definitivno ta prava. Ne? Tako da tle oni so poskušali zajahati ta trenutek, je Mercator postal hrvaški, ne? To je ta slovensko in tako naprej. Ampak mislim, da je sama razdelava je bistveno preveč generična. To, da damo samo neke, ki se imajo lepo in na koncu rečemo vaša slovenska maloprodajna veriga ali kaj so že rekli, se mi zdi premalo. Imeli so pa priložnost narediti večno tukaj. Mislim, da so preveč generično bilo vse skupaj. Sem še kaj tazga. Čisto odkrit povedano, meni to, kar dela itak ni všeč. Vidi se, da je veliko denarja noter,
ampak mislim, da izhajajo iz napačnih predispozicij. Vse naše analize o tem, kako se obnaša ta ciljna skupina, kaže na to, da jih velike teme ne zanimajo, da jih zanima v bistvu normalno življenje, normalni stiki s prijatelji, da niso revolucionarji, tako kot je revolucionarna generacija njihovih staršev. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je starševska generacija ima več revolucionarnega naboja kot pa generacija otrok, tega še nikoli ni bilo. Ta generacija se ne konstituira v konfrontaciji s svojimi starši. Vedno je bilo tako od 50, 60, 70, 80 let, ne, od rock and rolla naprej, so se vedno mladi so zgradili svojo eksistenco oziroma svoj prostor pod soncem s tem, da so zanikali vrednote svojih staršev. In to je šlo dejansko do hipijev, do punkerjev. Prvič zdaj se je zgodilo, da tega konflikta medgeneracijskega ni. Da so v bistvu otroci, oziroma če govorimo o vrtovcih, ljudje med 18, 22, 23 let se v bistvu dobro razumejo. Po večinoma. Tako da mislim, da je bil nek napačen pogled v celo zadevo. Mogli bi malo bolj se ukvarjati s tem, kaj pravzaprav ta mlada generacija misli sami sebi, kakšni so njeni načrti. Je egocentrična, ne egoistična, egocentrična, hkrati pa nima tega driva kariernega, živi iz dneva v dan, ampak na dober način, na neobremenjen način, ne luftarsko, briga me, kaj bo jutri. Jih briga, kaj bo jutri. Ampak nočejo narediti svetovne revolucije in zdaj vse na glavo postaviti. Tako da, tukaj se mi zdi, da smo mi dosti bolj zagrabili celo zadevo. Je pa res je to zahtevna generacija in včasih moraš malo vijugati, dokler ne najdeš prave. A ne, Klavdija? Ja. Legendarni spot, pa recimo Coca-Cola, pa Adidas. Ali je to boljša produkcija, bo tako manj glasov, ali so ti oglasi kot bolj takrat kvalitetni? Zakaj mislim, da je reševal se to prepoznavno? Tudi zato, ker te stvari se da vedno za nazaj boljš presojati, kot pa v tem trenutku. Tako kot je vedno zgodovina pokaže, kaj je bilo resnico v redu. Zdaj, en razlog je to, da če govorimo 1984 pa Think Different, da so bile to sporočila, ki so bile absolutno popolnoma proti toku tega, kar je bilo uveljavljeno ali pa smatrano za nek mainstream ali pa za logično smer. Oni so naredili nekaj točno nasprotnega. S tem 1984 so na zelo dramatičen način povedali, da prihaja nekaj čist drugačnega. V času, ko je šlo za hitrost procesorjev, za to, koliko floppy unih zadev ali pa ne vem, kakšen hard disk bo imel kompjuter, so govorili o zadevah, kjer ni bilo enega računalnika noter. Govorili so samo seveda spet o svojih vrednotah. Oba spota govorita o vrednotah. To je še en dokaz o tem, kaj je pravzaprav v resnici pomembno, če hočeš navezati ljudi na svojo blagovno znamko. Coca-Cola se mi zdi pa spet dober primer. Kaj se je zgodilo pa pri Coca-Coli? Namreč Apple je v zadnjem času malo zgubil fokus. Začel jih je prehitevati Samsung, je pa tudi treba vedeti, seveda, da vlaganje v oglaševanje med Samsungom pa Appleom so približno 10:1, 10krat več Samsung vloži. Ampak to je Samsungov plan. Oni so se odločili, da bodo prekrili svet z oglasi in sadovi tega se zdaj seveda kažejo. Pri Coca-Coli gre pa za to, da pravzaprav nikoli ni zapustila te svoje glavne smeri. Da Coca-Cola povezuje ljudi med sabo, to je še vedno njihov glavni moto, njihova glavna vrednota. In če gledate stvari, ki so jih naredili zdaj v zadnjem času, še vedno govorijo pravzaprav isto temeljno resnico, črpajo iz iste podstati. Tako da moram reči, mene Coca-Cola zelo fascinira. Njihov, ne vem, če poznate, kaj je The Happiness Factory. Jaz sem ga videl, jaz sem slučajno enkrat v Parizu srečal tipa, ki je to delal. Piše se John Norman
kreativni direktor je bil pri McKennu, meni se zdi, pa je pristopil pa TBWA in mi je razložil, kako je cela zadeva šla. Mi smo videli samo drobce vse te zadeve, ampak oni so se odločili, da se bojo niti ne rebrandirali, ampak profilirali kot The Happiness Factory. Se pravi, Coca-Cola je tista, ki ustvarja srečo. In vidite, da so vsi spoti podpisani odpri za srečo, zavrti za srečo, ne vem, naredi nekaj za srečo. Ampak oni so to naredili tudi interno. Oni so posneli en zelo drag interni film, kjer so bil animiran film, se pravi z temi lutkami, tako kot je bil tisti njihov korporativni film. A poznate un film, tisti, ki se dogaja v avtomatu za Coca-Colo, ki je navrže kovanc in tako naprej. Naredili so en tak zelo podoben, sam 10-minuten film, kjer te razne žuželkice, pa pikapolonice, pa vse tisto, kar noter nastopa, pa oni, ki se z baloni vozijo, se pravi te animirani, so pravzaprav zaposleni v Coca-Coli. In so vzeli za njihove glasove, so vzeli zaposlene v Coca-Coli. In to je bil totalen uspeh. Naredili so film, ki je bil fantastično produciran in ki je povedal točno pravo stvar. Se pravi, ta happiness, ta sreča, ki jo dajemo svojim potrošnikom, svojim občinstvu, ljudem, ki jim hočemo pomagati za srečo, ta sreča mora najprej izvirati iz nas. In so naredili film, kjer so sami sebe potem poimenovali The Happiness Factory. Mi smo tovarna, ki proizvaja, katere proizvod ni Coca-Cola, ni flaša, ni zmašek, ni ne vem kaj, avtomat, ampak je sreča. To je tisto, s čemer se ukvarjamo. In ta zadeva je bila totalen uspeh. Moram reči, da zelo občudujem to, kar so naredili. Ne. Še posebej, ker sem res slišal in ozadja in vse te zadeve, kako je to laufalo. Izkušnje z blagovno znamko, ki jo dobimo čez komunikacijo, pa realno uporabniško izkušnje, ki jo ima uporabnik na touchpointi s storitvami, kako bi se morali se prekrivati, aktirati močnejše in pomaga izgrajevati oziroma rušiti drugo, ene brez druge ni, ne? Ene brez druge ne gre. Seveda, če ta izkušnja na prodajnem mestu mora biti perfektna, seveda. Oziroma mora biti vsaj taka, da jo nekdo, ki pride na prodajno mesto, opazi, da razume in vidi, da se ljudje trudijo za njega. Vse, kar je po zvezi z oglasi lahko po eni strani podpirajo to, obljubljajo to, ali pa če grejo še dalj, sami po sebi predstavljajo neko izkušnjo. Se pravi, da so doživljajski oglasi. Ne? To so te moderni, nažalost ne preveč poceni, ampak te oglasi, ki pravzaprav materializirajo skozi advertising, materializirajo v bistvu blagovne znamke. Recimo, kaj je Coca-Cola enkrat naredila, ne? Nedolgo nazaj, mislim, da lansko let. To sreča, prijateljstvo, kontakt med človeškimi bitji in so imeli neko akcijo, ki so jo rekli Coke is for sharing. Ne? Ampak oni so razvili nov produkt za to. In sicer piksnom Coca-Cole, ki sta bili v bistvu dve polovični piksni sam skup narejeni. In ko si ti kupil Coca-Colo iz avtomatu, je vam priletela ta Coca-Cola pač 0,5, a v bistvu sta bili to 2,025, ki si jih dal takole narazen in zraven je pisali, da je to ta drugo eno svojemu prijatelju, pa jo skupaj spita. Dober, ja. Ampak to je materializacija nekega abstraktnega koncepta, ki predstavlja temeljno vrednoto blagovne znamke. Tako je treba delati. Je pa še nekaj, kar sem tudi zvedel na enem seminarju, kjer so bili ljudje dosta odkriti, človek iz Coca-Cola je povedal, je rekel, da kako izgleda razdelitev njihovega budžeta. Če je budžet 100%, potem 70% namenijo za stvari, ki so zicari, za katere vejo, da bojo delali. Se pravi, televizijski oglasi, plakati, Facebook, vse to, kar poznamo in vse to, kar vemo, da prinaša določen učinek. Potem od tega budžeta vzamejo 10% in teh 10% porabijo za popolne eksperimente, se pravi za najbolj lude, brezvezne ideje in potem teh
spravi, ideje, ki so nastale, to so predvsem ideje v smislu 2 piksni v enem ali pa podari konzervo Coca-Cola nekomu na drugi strani sveta, poznate ta case, ne? Ko si ti dal noter $1, pa je pa v Mehiki enemu vam priletela piksna, ne? Spravi spet povezovanje. To so pa eksperimentalni projekti. Oni za te prototipe porabijo približno 10% budžeta in jih testirajo v realnih okoljih, vidijo, kateri izmed teh eksperimentalnih konceptov dejansko najbolj zažgejo in potem še 20% budžeta vržejo v tiste izbrane. To je prav že nek tak kanon. Ne? Se pravi, vsaj 10% je namenjeno eksperimentiranju. Kako? To lahko rečeš, kot iščejo neko inovacijo? Ja. Tako. Ampak s tem, da pač pri inovacijah je ta zoprna stvar, da če jih narediš 10, jih bo verjetno 8 za usmetine. Vse jih boš mogel pa plačati. Ampak ja, to je recimo princip, ki se ga grejo velike multinacionalke. Jaz mislim, da to tudi, sicer nismo velika multinacionalka, ampak lahko se pa tako obnašamo in lahko pri vsaki kampanji rezerviramo nek denar za poskus. A ne? Še kaj? Še kaj? Če ne, se vidimo naslednji četrtek. Bomo z Jankom Zločirjem iz Aragona ugotavljali, kakšen je pomen podatkov, vedenja o uporabnikih, segmentacij, journeyjev na izkušnjo. Bo tudi zelo zanimivo. Hvala, ker ste prišli, da se vidimo. Okay, hvala. Da je bilo, jaz upam, da je bilo zanimivo. Perfekt, mislim, da še sem tip človeka, v glasih joka, ne. Ajde, ja. Da sem mislila že, da po Procter & Gamble bom mogla nekaj več povedati. Bojo vsi slišali? Ja, sej, ja. Dober pič. Ne, je bilo v redu, jaz upam, da ni bilo dolgo. Vse se nam položil na srce.